gospod Marko Zupančič in ga kar prosim za njegovo kratko predstavitev. Prosim. Lep pozdrav, tudi v mojem imenu. Kot je bilo že povedano, sem Marko Zupančič, star 35 let. Vse skozi živim v Javorniškem Vrtu, to je v občini Jesenice in sem, kot je bilo že rečeno, kandidat v prvi volilni enoti, prvi volilni okraj. Zaposlen sem kot kontrolor pri Geodetskem zavodu Celje. Poleg službe se ukvarjam še z gasilstvom in planinstvom. Aktiven sem v prostovoljnem gasilskem društvu in pa kot markacist, spoznavam naše prelepe gore. S politiko se ukvarjam že kar nekaj časa in sicer sem bil 2 mandata član občinskega sveta, sem že kar nekaj mandatov predsednik občinskega odbora in pa tudi predsednik regionalnega odbora Zgornje Gorenjske. Poleg programa stranke, ki ga v celoti podpiram, ker mislim, da je dober, stojim za njim, sem dodal še nekaj osebnih stvari, za katere se bom zavzemal kot novoizvoljeni poslanec. In sicer enakomeren razvoj, tako na podeželju kot v mestu. Sam prihajam iz podeželja in vse večkrat so vidne te razlike, predvsem na področju telekomunikacije, kjer, bom rekel, smo na podeželju večkrat zapostavljeni in ne moramo iti v korak s časom. Tudi cestna infrastruktura in tudi vse ostale stvari, ki so povezane. Mislim, da ni prav, da se te razlike vzpostavljajo, sploh ne, da se povečujejo, ampak da se zmanjšujejo. Potem obnovljivi viri energije in zelena delovna mesta. Slovenija je, kot vsi dobro vemo, bogata z gozdom, mi fosilnih goriv nimamo in mislim, da je prišel čas, da preidemo k tej zeleni energiji. Tu vidim tudi delovna mesta, predvsem tukaj na Zgornjem Gorenjskem, ker bom rekel, da človeka srce boli, ko našo biomaso izvažajo v sosednjo Avstrijo in drugam. Mi pa, bom rekel, včasih stojimo križem rok in čakamo, kaj bo. Tukaj vidim priložnost, ker vsa ostala goriva moramo uvažati in smo odvisni v tem globalnem svetu. Potem pa še turizem na Zgornjem Gorenjskem, odkoder prihajam. Zdaj avtocesto smo končno dobili. Mislim, da smo jo dosti dolgo čakali in da bi bilo potrebno to dejstvo, ki zdaj je, da cesta teče, da smo povezani, izkoristiti. Tukaj vidim predvsem mogoče za začetek, da bi vzpostavili take razvojne programe, da bi se turisti ustavili. Mislim, da imamo kaj za pokazati od Bleda, Kranjske gore, tudi druge znamenitosti. Mislim, da bi bilo prav, da se ne bi turisti samo peljali skozi našo prelepo košček Gorenjske, ampak da bi se tudi ustavili, da bi pogledali, mogoče tudi prespali in tako naprej. Potem pa še dimnikarska problematika. Tukaj na Gorenjskem je zelo prisotna, tudi v medijih slišimo. Sam bi se zavzel za spremembo zakona o dimnikarstvu, ker mislim, da ta ni naklonjen ljudem, da je vse prevečkrat se zadeva pelje v to smer, da so dimnikarska podjetja, ki skrbijo za to, samo pridejo, zaslužijo, svoj del opravijo, stanje na terenu pa je, kakršno je. Jeza med ljudmi, med katerimi se gibljem, je kar zelo velika. In pa, da še zaključim, da ne bom predolg, sem odprt za druge predloge, ki bi jih bilo potrebno še izboljšati. To pa zato, da bi ljudje živeli lepše in boljše. Hvala lepa. Hvala. V drugem volilnem okraju kandidira v Radovljici 1, kandidira gospa Mita Pazlar. Prosim. Lepo pozdravljeni v tem prekrasnem dnevu. Moje ime je Mita Pazlar. Prihajam z Bleda, kjer sem bila rojena in še danes živim z družino. Odraščala sem v kmečki družini, kjer sem se dodobra seznanila s trdim delom in z vrednotami, ki so danes žal v mnogočem že pozabljeni.
Ker se zelo rada ukvarjam z mladimi, sem zaposlena kot učiteljica v šolstvu in imam študenta Fakultete za matematiko in fiziko in dijaka Škofijske klasične gimnazije, ki mi redno nastavljata ogledalo in prepričana sem, da me po 4-letnem mandatu ne bo sram pogledati v to ogledalo. Na kulturnem področju sem aktivna že od svojega 14. leta, od 20. leta pa na skrajšimi presledki na političnem področju. Za kandidaturo sem se odločila, ker mislim, da s svojim znanjem in izkušnjami lahko pripomorem, da bi Slovenija ponovno postala prepoznavna, spoštovana država v svetu, ker ima prav vse pogoje za to. O tem je pisal že vodnik v 18. stoletju. Slovenc, tvoja zemlja je zdrava in pridnim ni lega naj prava. To se navezuje na samo oskrbo, ki je tudi ena izmed ciljev v programu stranke. Zakaj sem se odločila za SLS Radovana Žerjava, Slovensko ljudsko stranko? Prav zaradi tega, ker je program te stranke res izjemen, s konkretnimi in jasnimi cilji in kot vemo, so cilji dosegljivi, če so pravi. In ti cilji so pravi, verjemite. In magistra Radovana Žerjava vidim kot sposobnega dirigenta za parlamentarni orkester v naslednjem mandatu. Z uresničitvijo vseh teh ciljev pa se bomo tudi približali našim razsvetljencem, ki so že takrat imeli svoj ideal enakost med ljudmi. In enakost ljudmi bi tudi mi imeli, ampak ne samo v Ljubljani, pa v vsej Sloveniji. Med vsemi Slovenci, med vsemi državljani Slovenije. Prizadevala si bom, da bo sleherni državljan lahko dodal svoj kamenček v mozaik poštene, pravne in pravične države Slovenije. Vsak ima možnost in priložnost, da doda svojo participacijo. Kako hitro pa bomo išli iz teh turbulentnih časov, v katerih smo se znašli, pa je seveda odvisno od politične volje, od odgovornosti in od aktivnosti vseh tistih, ki bomo dobili mandat 4. decembra. Takrat ne bo časa za praznovanje, kljub temu, da je december. Takrat bo potrebno resno in hitro delo. Resno in hitro ukrepanje, resni in konstruktivni dialogi, tako socialni, kakor kakršnikoli drugi na lokalnih ravneh, ker s tem zavlačevanjem zahajamo v še hujšo krizo. In takrat tudi ni pomembno, kdo si in kaj si. Takrat je pomembno, da si s srcem za Slovenijo, da delaš za Slovenijo, da se Slovenija res izvleče. In takrat bom tudi zastavila svoj glas, naj se sliši tudi glas vseh tistih, ki niso slišani, iz vseh generacij, ker se pritožujejo mladi, se pritožujejo raznorazne skupine, da niso slišane, vsak mora biti slišan. Prav tako pa se bom zavzemala, da bo slišan glas Gorenjske, ki je trenutno zapostavljena na nacionalnem nivoju, predvsem pa, da se sliši glas z Bleda, Bohinja in Gorij. Da se začne z razvojem turizma, ki je v stagnaciji, da se zažene lesno industrijo, ki je v stagnaciji in vse, kar stranka pač ima v svojem programu. Moje geslo je v besedi resnica, v dejanju pravica. Hvala. V tretjem volilnem okraju Radovljice 2 kandidira gospa Barbara Avčin Kržan. Prosim. Lep pozdrav tudi z moje strani. Jaz sem Barbara Avčin Kržan, delam na Ministrstvu za okolje in prostor. Kandidiram z razlogom, da svoje znanje, ki ga imam, jaz sem okoljski strokovnjak, delam kot generalna direktorica, delam na Ministrstvu za okolje in prostor. In razlog, zakaj sem se odločila za to kandidaturo, je v tem, da vsak dan gledam stiske ljudi, občin in podjetnikov, ki k nam prihajajo po neko pomoč, po sredstva, državni aparat, državna uprava, vsa zakonodaja pa ponuja predvsem ovire in prepreke, kako do teh sredstev ne priti, kaj vse je potrebno narediti.
V svoji zakonodaji smo bolj papeški od papeža, bojimo se Evrope in v zadnjem letu, kjer delam kot generalna direktorica, poskušamo ne samo za odpravo administrativnih ovir, ampak tudi z nekim človeškim pristopom, ki ga zagovarjam, da vsak, ki pride v Ljubljano po neke rešitve, pride zato, ker si želi postaviti dom, ker želi zagnati neko podjetje, ker želi kmetovati. Tukaj je treba postaviti neke rešitve. Jaz sem delala tudi 2 leti kot okoljski svetovalec na projektih Gorenjska. To je bil tudi razlog, zakaj sem se odločila za to regijo. Videla sem, kako občine želijo pridobiti kohezijska sredstva, pa jih ne morejo, in da se še vedno v letu 2011 pogovarjamo o tem, ali imamo kanalizacijo, ali imamo vodooskrbo, še vedno se pogovarjamo, kako in kaj z odpadki. To tema v Evropi leta 2011 ni več. To pomeni, da bi tudi Gorenjska regija, ki je tukaj podhranjena, ki je en kup projektov, ki ni dokončanih, ki evropska sredstva niso pripeljana v Gorenjsko regijo, se mogli prvenstveno te projekti zaključiti. Pa ne zaključiti samo z nekimi velikimi čistilnimi napravami, tudi v vse zaselke. Politika je bila napačna, da manjši zaselki ne smejo imeti kanalizacije, da manjši zaselki morajo vse plačevati sami. To enostavno ni res. Država lahko naredi programe, da se vsak dom vsadzga opremi do nekega osnovnega. Res je, kar je rekel predsednik, samooskrba s hrano, ampak neka osnovna infrastruktura mora biti zagotovljena vsakemu. To pomeni, da se o teh osnovnih problemih ne smemo več pogovarjati. Drugo tako večje področje je prostorsko umeščanje. Občinski prostorski načrti trajajo tudi 6 let in več. Vsakič, ko pridemo do teh problemov, ko začnemo spraševati, zakaj se neka občina, konkretno naprimer občina Radovljica, že 6 let matra za to, da bo dobila OPPN, nekako ne znajo resorji razložiti. Včasih zavarujemo vsakega bolj kot tisto človeško bitje, ki želi preživeti, in to je človek z svojim delom. Okolje, kjer delujem že več kot 15 let, zdaj delamo na tem Ministrstvu za okolje in prostor, se dotika še 2 področji, ki so za Gorenjsko izjemno pomembna. To je kmetijstvo in to je turizem. Kmetijstvo se uvaja nov program, v Evropi je zdaj nov program kmetijske politike, ki dela v tej smeri, da se preprečuje zaraščanje kmetijskih površin in da se delajo spodbude ne samo na samo proizvodno, ampak tudi na vse programe, ki so vezani na turizem, na zdravje in na preživetje kmeta. Ne samo zato, da bo imel, kot je predsednik rekel, za zajtrk, ampak da bo užival tudi v kosilu in večerji. Drugo področje pa je področje turizma. Turizem ni, kot je imela, bom rekla, prejšnje obdobje, samo izgradnja infrastruktur, ampak je treba zagnati tudi programe podeželja. Ker mikrocelice so tiste, ki jih v Evropi in ki bi jih mogli tudi pri nas prepoznati. Družina tudi na podeželju je tista, ki bo pognala razvoj naprej. Zakaj na Gorenjskem? Zato, ker na Gorenjskem te probleme precej poznam. 2 leti sem šla v drobovje vseh teh projektov. Jaz poskušam Gorenjski tudi zdaj v svoji funkciji, ki jo imam, maksimalno pomagati. Jaz verjamem, da sem sposobna, poznam to državno upravo in vem, kako je treba voditi zakonodajo, vem, kako je treba pridobiti sredstev, da lahko tukaj, bom rekla, zaženemo to regijo naprej. Program stranke je dober, ne samo z nekim populizmom, glede na to, da to področje izredno dobro poznam. Vse naštete stvari v tem programu, v tem zelenem in kmetijskem delu so izjemno dobri. Gre za to energetsko samooskrbo glede hrane in pa zelena delovna mesta, ki ne bojo prišla sama po sebi, če ne bo se cel sistem v državi na svoje mesto postavil. Hvala lepa. V 4. in 6. volilnem okraju, Kranj 1 in Kranj 3, pa kandidira gospod Franc Čebulj. Prosim. Hvala lepa, vsem skupaj lep dober dan. Težko bo seveda ob tako krasne predstavitvi, ker jasno gospa Včinova res dobro ve, kaj bi v tej državi potrebovali. Jaz bi pa rekel, da glede na izkušnje, katere sem pridobil že v tako rekoč v 2 mandatih, v letu 1996-2004 kot parlamentarc in na zadnje 5 mandatov kot župan občine Cerklje, pa moram reči, da sem si nabral tudi mnogo izkušenj in poznavanja tako državne birokracije, ker moram reči, da kot župan sem zelo alergičen,
ko spoznavam v postopkih, ki niso življenjski, ki so dragi, predvsem na račun davkoplačevalcev, ker bi bilo potrebno birokratski voz, glede na to, da imamo danes tudi kandidata za premijera, ki govori, kako odstraniti birokratske ovire, kateri je bil najbolj zaslužen za te birokratske ovire danes, pa upam, da bomo z pomočjo tudi predsednika, za katerega ocenjujem, da je primeren tudi za predsednika vlade, da res vemo in kaj hočemo in kako zadeve pravilno postaviti in to državo dejansko zapeljati v smer, ki si jo želi vsak državljan. Predvsem iz vidika spoštovanja samega sebe, kar pomeni postaviti nazaj vrednote človeškega dostojanstva, postaviti tudi zaupanje v to državo, kar pravimo, da postane pravna država. To je osnovni moto mojega tudi programa, ker bi se pa še malo več navezal na volilni okraj 4 in 6, pa kot zaveden Gorenc, na kar sem tudi ponosen, da sem, rojen sem v Adrgasu, povedal sem že, da sem župan občine Cerklje, pa so projekti, za katere sem prepričan, da jih je nujno potrebno v gorenjski regiji, ne samo v volilnem kraju 6 in 4 speljati. Dotaknil se bom najprej občine Jezersko, katera se mi na nek način smili, da je takrat bila odločitev tudi državnega zbora, da je ta občina skratka nastala. Imamo jo in jo je potrebno tudi nahraniti v smislu projektov, za katere se že trudijo 4 mandate. Eno od poglavitnih problemov je cesta Preddvor Jezersko, ki se je dejansko, se moram pohvaliti, takrat pričela, ko sem bil poslanec, ki sem tudi za amandmaje uspel in seveda tudi takrat s pomočjo gospoda Jakoba Presečnika, ki je bil minister. In seveda ta cesta na nek način samo še capla, ni pa nekih pravih obnov. Potem imamo kup projektov na področju Gorkega, kateri je tudi prej omenila gospa Ovčinova. Gre za občino Kranj, katera se trudi tudi pridobiti kohezijska sredstva in seveda tudi iz strukturnih skladov, ker je potrebno hitro priskočiti na pomoč in da tudi ta sredstva dejansko v zadnjem možnem vlaku še ujamejo in da se zgradi čistilna naprava, kanalizacija, vodooskrba. Ne nazadnje pa tudi kot mestna občina Kranj potrebuje hitrejši dostop v samo mesto, kar pomeni mimo letališča izgradnja obvoznice za 4-pasovnico dostopa v samo mesto Kranja. Potem so še projekti, ki tudi tarijo občino Preddvor, glede na zaplete pri pridobivanju kohezijskih sredstev za izgradnjo čistilne naprave, tako tudi kanalizacijskega sistema. To je tudi ena od občin, kateri bo treba tudi bistveno več pomagati, kot pa nekaterim občinam, ki so malo bolj razvite. S tem, da pa jaz kot nosilec projekta krvoškega sistema 5 občin, kateri tudi seveda pelje sam vod v občino Komende in Vodice. To je tudi en od projektov, katerega je nujno potrebno, da se preko kohezije sfinancira. S tem, da občina Naklo pa glede na to, da moram reči, da je v preteklosti ogromno postorila predvsem na cestno-komunalni infrastrukturi, kar se tiče avtoceste in same uvoza v samo Naklo, tukaj je vsa pohvala občini, seveda takratnemu županu. Ne nazadnje pa bo potrebno tudi sprejeti interventni zakon za ceste, ki so državnega pomena. Tukaj so tudi seveda v sklopu vseh teh 6 občin nujno potrebne nujne sanacije in obnove cest, za katere je to tudi lice in dvorišče možnosti nadaljnjega razvoja turizma, ker je z tega vidika, če teh sredstev in obnov teh cest ne bo, potem so te naše avtoceste bolj namenjene tranzitu celi Evropi, kot pa samim nam državljanom Republike Slovenije. Pri vsem tem bi pa omenil še tudi, da je vsekakor moje zavzemanje kot župana že do zdaj in tudi kot parlamentarca, da Kranj postane univerzitetno mesto, čeprav moram reči, da imam danes tudi tukaj nekatere, ki niso najbolj navdušeni,
ampak te projekti se ne nazadnje že snujejo in tudi gre v smer, da bi tudi Kranj postalo, kot sem rekel, univerzitetno mesto. Gorenjska, kot pa v celoti, ki jo spremljam že nekaj let, tudi preko regionalne razvojne agencije GSC Kranja, pa močno zaostajamo napram tistimi regijam, za katere se trdi, da so na nek način bruto dohodku za Gorenjsko. Jaz temu ne bi potrdil. Gorenjska potrebuje dejansko enakovreden razvoj napram ostalim regijam in jaz kot zaveden Gorenjec bom vsekakor, če me bodo zvolili v državni zbor, se tudi zavzemal, da Gorenjska dobi tisto mesto, ki ga je nekdaj, oziroma tudi Kranj, kot nosilec, kot prestolnica Gorenjske regije, nekdaj že imelo. V zaključku bi pa omenil, da vsekakor se bom pa zavzemal, da se občine financirajo vsaj toliko, kolikor so se financirale do sedaj, predvsem za delovanje samih občin. Ker jaz sem prepričan, da je na nek način so občine delo v Sloveniji tisti generator, kateri še ta država približno nekje zgleda v smislu, da še obstojamo kot neka civilizacijska država. Ste prepričan, če bi tako ravnali, ko občina kot ravna trenutna vlada, ki je ravnala, sem prepričan, da bi bili še v večji krizi, tako človeški kot finančni, predvsem pa na socialnem, kulturnem, športnem in seveda šolskem, varstvenem področju. To so pomembni elementi, za katere mora prav skrbeti občina, da seveda te ustanove normalno funkcionirajo. Predvsem bi pa želel, da pri odločanju pridobivanja sredstev, tako strukturnih in kohezijskih sredstev, se bo tudi zavzemal, da v večji mere odločajo občine, ker smo malo prej slišali, da politika odločanja sredstev se odloča v Ljubljani. Mislim, da bi morale to odločati občine in tudi sistem zgraditi, kako naj se potem občine preko evropskih raznih skladov financirajo, ne pa da se to odloča v Ljubljani, po določenih ministrstvih, pri določenih ljudeh, ki za njim stojijo lobiji, ne politika. In žal, jaz osebno ugotavljam, da to državo ne vodi politika, da jo ne vodijo ministri, ampak določeni lobiji v sklopu določenih ministrstv. In zaradi tega je tudi stanje, ki ga je prej tudi uvodoma povedal gospod predsednik, stanje naše države tako, ne samo naše države, ampak skratka celega sveta. Hvala lepa. Najlepša hvala. V 5. volilnem okraju, Kranj 2, kandidira gospa Meri Lavrič. Prosim. Lepo pozdravljeni. Jaz bom zelo kratka. Jaz sem po poklicu gradbeni tehnik, dolgo leta sem bila zaposlena v Pošti Slovenije, kasneje sem delovala kot samostojni podjetnik in se ukvarjala z gradbenimi nadzori in pripravo investicij in vodenje investicij. Bila sem tudi članica občinskega sveta, še predtem, ko sem bila krajevne skupnosti, sem delala v krajevni skupnosti, pomagala sem pri izgradnji infrastrukture, skratka vodila gradnjo in upravljala nadzor. Trenutno sem upokojena, imam 8 vnukov, živim v Naklem. Razmere, kakršno vladajo v državi, mi ne omogočajo optimističnega pogleda na boljši jutri, ampak me strašijo. V taki državi ni moralnih in etičnih načel, to narodu ne prinaša niti blaginje, niti domoljubja. Domoljubja ni in če sami sebe ne bomo cenili, če ne bomo imeli domoljubja, nas cenili tudi v Evropi ne bodo. To bi bilo potrebno vcepati naši mladini in tudi starejši. V času svojega službovanja sem se predvsem srečavala na gradbišču z razmerami, ki vidite, da so v zadnjem času katastrofalne.
Kdo bo delal na gradbiščih, če bomo te delavce tako zatirali, kot jih zatiramo? Če te delavce ne bodo plačani. Mi kadra takega v Sloveniji nimamo, ker nimamo obrtnih šol, niti jih ne učimo tega dela. Te delavce so veliki investitorji, ki ne vem, kam pretakajo svoj denar, so jih popolnoma razčlovečili. Ukradli so jim dostojanstvo. Zato je moj moto, vrnimo ljudem ukradeno dostojanstvo in človeka vredno življenje. Delovni načrt SLS Radovana Žerjava mi predstavlja spodbudo, da še vedno lahko s trdim delom in medsebojnim sodelovanjem uresničimo boljšo prihodnost. Zato sem pripravljena aktivno sodelovati za dosego zastavljenih ciljev. Hvala lepa. Najlepša hvala. Kandidatka za poslanko v 7. volilnem okraju v Tržiču je gospa Helena Lečka Polajna. Prosim. Lep pozdrav tudi z moje strani. Sem Helena Polajna, prihajam v Tržiču, živim in tam tudi kandidiram v stranki, v Slovenski ljudski stranki Radovana Žerjava. Moje delovne izkušnje so v kmetijstvu in v podjetništvu. Kot kmetica delam na domači kmetiji visokogorski, imam pa tudi svoje mikropodjetje. In pri tem ugotavljam, da so prav birokratski, togi in nerazumljivi predpisi tisti, ki pravzaprav ovirajo razvoj teh dveh gospodarskih panog. Predpisi bi morali biti jasni, razumljivi in pa ne tako komplicirani. Biti bi morali tudi življenjski in samo tako jih bo večina spoštovala. Tista manjšina, ki jih pa želi izigrati, bo pa imela s tem manj možnosti, da to počne. To je cilj, za katerega si bom prizadevala pri svojem političnem delu. Druga stvar z področja kmetijstva pa zadeva zaraščanje kmetijskih zemljišč v visokogorskem okolju. Potrebno bo uvesti neko izobraževanje za te ljudi in pa tudi spodbude, da bodo mladi na visokogorskih kmetijah ostali, ker drugače se ne bomo več mogli dolgo ponašati z lepotami naše domovine. Tretja stvar, ki se mi zdi pomembna pri delu, pa je prizadevanje za več socialne varnosti. To, da peščica ljudi prekomerno bogati, medtem ko množica živi v revščini, take razmere nikoli niso v zgodovini človeštvu prinesla nič dobrega. Mislim, da bo potrebno veliko modrosti in veliko skupnega dela, da se nam ne bodo ponovila dejstva iz zgodovine na svoj najbolj krut način. Tega bi se morali res vsi zavedati in zato sem se tudi odločila za delo v politiki, ker mislim, da moramo pač stopiti skupaj in tudi moje geslo je skupnimi močmi za lepšo prihodnost. Hvala lepa. Najlepša hvala. V 8. volilnem okraju v Škofji Loki 1 kandidira gospod Igor Draxler. Prosim. Sem Igor Draxler, Škofja Loke, rojen Ločan. Vedno sem tam živel in delal. Poklicu univerzitetni diplomirani inženir gradbeništva, kar bi sploh ne smel reči, ker če kdo danes gradbenik je že nekaj narobe v tej državi, namreč to je en poklic, ki se ga ne sme reklamirati. Mislim pa, da je to pač narobe. V gradbeništvu se pač porablja akumulacija, ki ima država in mislim, da je potrebno spremeniti mnenje. Sploh pa je moja prvo moto, da je v politiki potrebno spremeniti pravzaprav odnos do vsega, od tistega, kar smo v preteklih 20 letih delali narobe. Čas, kjer živimo, je negotov. Družbene norme se spreminjajo in so se v zadnjih 20 letih spremenile na slabše. Slovenci pravimo, da smo priden narod, pa razmislimo, če smo res še pridni. Razmislimo, če smo res taki, kot so govorili o nas po Evropi.
Prej smo se vedno ponašali, da nas po krivici zamenjajo Slovaško. Pa zgleda, da bomo malo mogli obrniti ploščo, da nas bodo morali zamenjati Slovaško, da bomo na koncu dobili pravo obrestno mero pri mednarodnih posojilih. V zadnjih 30 letih smo v Sloveniji tudi spodbujali kulturo pravic. Mislim, da gre za razumljiv refleks na obdobje pravne in dejanske neenakosti, v kateri smo odraščali tako mi, kot boljše tudi naši starši. Pozabili pa smo na družbeni pomen kulture odgovornosti. Odgovornosti nismo spodbujali, ampak biti odgovoren je bilo nemoderno, nekaj, kar ni prinašalo dobička in s čemer se nihče ni mogel napolniti žepov. Na vseh nivojih je manjkalo odgovornosti. Če se ta kultura odgovornosti v Sloveniji ne bo dvignila, to velja tako za politike, kot za vsakega v tej državi, potem Slovenija nima svetle perspektive. Zato tudi kandidiram na državnozborskih volitvah, ker menim, da je to v tej družbi treba spremeniti. In to se, predvsem pri odgovornosti, se vse začne in neha. Danes težko poslušam, ko mi po televiziji razlagajo, kaj je potrebno spremeniti, predvsem pa, kaj je treba spremeniti, razlagajo tisti, ki so sistem ustvarili. Pa bom se danes dotaknil samo enega področja, ki je v tej družbi zelo pomembno in popularno, kako bomo zaradi slabih gospodarskih razmer zmanjšali stroške prevelikega in neučinkovitega javnega sektorja. Jaz težko poslušam, da mi to razlaga nekdo, ki je ta sistem zadnjih 12 let oblikoval in ga tudi ustvaril. Da je danes nemogoče javne uslužbence plačati po delu, je zame nemogoča situacija. In ta sistem je nekdo ustvaril. Nedelovne in nesposobne v javnem sektorju ni mogoče odpustiti. To je nesprejemljivo, dočimo gospodarstvu, dobi delavec samo knjižico in gre domov. Tako ni potrebno nadaljevati. Mislim, da je potrebno prevetriti vse standarde javnega sektorja na vseh področjih in jih uravnotežiti z stanjem v gospodarstvu. Namreč, če je vedno od Avstro-Ogrske naprej veljalo, da je delavec v javnem sektorju zaščiten, da ima plačo, ampak da je ta plača po večini nižja, kot je tista v gospodarskem delu, pa velja pri nas, da so te plače primerjalno višje. Pa se vprašajte, a to gospodarstvo lahko prenese ali ne. Pa poleg tega, mislim, da je treba povedati še eno veliko cvetko, ki se jo nihče ne dotakne. Oddaj velja, in kako je to razumljivo, da nekdo, ki dela v muzeju, pobere nekaj kart in od tega dobi potem še posebno nagrado, zato ker je pobral vstopnino. In nekdo, ki samo v javnem sektorju naredi tisto, kar je zakonom in predpisi določeno, je zato posebej nagrajen, dobi 13. ali pa še celo 14. plačo. Povejte to delavcem, ki plačo težko dobivajo, ki so na zajamčenem osebnem dohodku. Pa ne še kdo reče, da tukaj ni potrebno narediti reform. In mislim, da je samo z odgovornostjo in z odgovornim delom, kar mislim, da sem v preteklosti tudi dokazal, možno to državo tudi rešiti. Najlepša hvala. V nadaljnjem kraju Škofja Loka 2 kandidira gospod Mihael Prevc. Prosim. Lepo pozdravljeni skupaj, spoštovani novinarji in ostali. Prihajam iz Železnikov, sem Mihael Prevc, živim v Dražgošah, že skozi, od leta 1957, sem še tista generacija, da sem bil tudi v Dražgošah rojen. Po poklicu sem predmetni učitelj zemljepisa in zgodovine, vendar tega poklica že kar nekaj časa ne opravljam, in sicer od leta 1998, ko sem bil izvoljen za župana občine Železniki, tako da sem v tem trenutku že v 4. mandatu župan občine Železniki. Nenazadnje, vmes sem bil tudi od leta 2004 pa do leta 2008 poslanec Državnega zbora Republike Slovenije, seveda na listi Slovenske ljudske stranke.
Zavedam se, da bom v primeru izvolitve, da se bom županovanju v Železnikih moral odpovedati. Glede na zakon, ki seveda ne dovoljuje več opravljanje obeh funkcij, tako županske kot poslanske. Zakaj sem se vseeno potem odločil za kandidiranje? Predvsem zaradi tega, ker sem prepričan, da tako za Železnike, za občino Železniki, ki je podeželska občina, tako za Sevško dolino, kamer spada občina Železniki, in za Poljansko dolino, ker ta 9. okraj vsega tudi Poljansko dolino, da lahko kot poslanec naredim več kot župan. Strinjam, oziroma celo podpiral sem razmišljanje tistih, ki so zakon o nezdružljivosti obeh funkcij sprejeli, da je dejansko resnično vprašljivo, tako z pravnega zakonskega vidika, kot ne nazadnje tudi glede zmožnosti upravljanja obeh funkcij. Vendar verjemite mi, da bo seveda čim prej treba postaviti neko inštitucijo, kjer bomo župan lahko prišli do Ljubljane, lahko prišli, tako kot je bilo že rečeno, do denarja. Moram vam povedati, ko sem bil tudi poslanec v državnem zboru, je bilo to, bom rekel, sem bil v zelo neenakopravnem položaju do tistih županov, ki tam niso bili. Kot poslanec sem bistveno lažje prišel do ministrov, kot poslanec sem nenazadnje bistveno lažje prišel tudi do denarja. Danes, ko nisem več poslanec, verjemite mi, polovico ministrov v tej zadnji sestavi, do polovice ministrov v tej zadnji sestavi, nisem uspel priti. Nisem uspel priti, dejansko pa bi bilo to zelo pomembno. Pomembno je bilo, da sem bil poslanec v državnem zboru leta 2007. Zakaj? Zato, ker 18. septembra 2007 v Železnikih ne bomo nikoli pozabili. Imeli smo katastrofalne poplave. Mesto Železniki je bilo praktično uničeno. Komunalna infrastruktura in objekti. In danes ugotavljamo, da je bilo zelo pomembno, da sem bil takrat kot poslanec, da sem imel mesto poslanca v Ljubljani, da sem lahko na tak način hitreje prišel do denarja. In danes lahko tudi ugotavljamo, da smo vendarle od države dobili veliko denarja za sanacijo v Železnikih in ne nazadnje Železniki so danes lepši in pa bolj urejeni, kot so bili pred poplavami. Se pravi, prvo, župani, zdaj, ko seveda ne bomo več poslanci, ko župan ne bo več poslanec, je seveda nujno potrebno, da pridemo do neke inštitucije, preko katere župani lahko prišli v Ljubljano. Seveda, tisto, kar se mi pa zdi najbolj pomembno, predsednik Radovan Čerjav je ob obisku kandidata župana Jankovića v Prekmurju izrazil en zelo lep, ampak zelo pomemben stavek. In jaz mislim, da ga v ljudski stranki moramo večkrat uporabiti. Sloveniji, tisto, kar je ljubljanski župan govoril v Prekmurju, bi lahko zaključili tako, kot je zaključil naš predsednik, Sloveniji grozi, Sloveniji se bliža grozeča centralizacija. Grozeča centralizacija. In v mojem programu je na prvem mestu decentralizacija Slovenije. Kdo odloča o usodi našega podeželja? Kdo odloča o razvoju našega podeželja? O razvoju našega podeželja odločajo v Ljubljani. Zbirokratizirani uradniki, ki pojma nimajo, kaj potrebuje za razvoj naše slovensko podeželje. Te pristojnosti, bistvene pristojnosti, predvsem pristojnosti z urejanja prostora in pa pristojnosti, bom rekel kar konkretno, urejanje voda, bi bilo treba prenesti bliže ljudem. In ljudje bi morali odločati o tem.
Zato rabimo pokrajine. V prejšnjem oziroma v mandatu, kjer sem bil poslanec Državnega zbora, smo imeli večino. Imeli smo večino, pa žal nismo bili dovolj pogumni. Marsikdo od vladne koalicije je dejansko držal tudi v žepu in pokrajin nismo sprejeli. Žal jih nismo sprejeli. In druga stvar pa je debirokratizacija države. Naša država je tako zbirokratizirana, ko naši Slovenci smo podjetni ljudje, smo korajžni ljudje, ampak tako kot je že kolega Draxler ugotovil, da dejansko ta podjetnost slovenskega človeka, slovenskega podjetnika nekje na podeželju ugasne takrat, ko se sreča z nemogočimi, birokratskimi in pa počasnimi ovirami v Ljubljani. Takrat se pa dejansko ta zgodba zaključi. In birokratski sistem je treba temeljito prevetriti in pa seveda se lotiti temeljite debirokratizacije države. In samo konkretno še, kaj v tem trenutku recimo rabi recimo občina Železniki, kaj rabi Sevška dolina, kaj rabi Poljanska dolina. Ja, Sevška dolina, Železniki, mi v tem trenutku na prvem mestu rabimo večjo poplavno varnost. V Železnikih, ko začne padati dež, celo noč ne spimo. Vemo, da je to državna naloga. Tako je že leta 2007 je država pristopila k izdelavi državnega prostorskega načrta. Ravno danes, dopoldne, ko po 4 letih, ko naj bi se začela neka javna razgraditev teh dokumentov, prostorskega načrta za večjo poplavno varnost Železnikov, sem dobil informacijo, ja, zdaj pa nismo dobili soglasje od ARSO-ta, nismo dobili soglasje od Zavoda za spomeniško varstvo, nismo dobili soglasje od Ministrstva za kmetijstvo in zadeva se bo zavlekla. V delu sem bral, poplavna varnost za spodnjo Savinjsko dolino, po 20 letih se je zadeva šele se nekje udejanja. Poglejte, te zadeve trajajo predolgo. Kaj je s cestam? V Železnikih po Poljanski dolini, poglejte, problem so državne ceste, ne občinske. In še tretji, prostorski plani. To, kar je bilo dejansko danes že omenjeno. Samo primer. V Davči, vsaka pobuda, vsak predlog, v Davči bi ljudje lahko gradili. Veste, kje je Davča? Največja vas v Sloveniji. Od enega do drugega kmeta je 1 uro. In vsaka želja, vsaka pobuda po gradnji novega objekta je za uradnike v Ljubljani razpršena gradnja. Tako ne bo šlo. In jaz mislim, da je treba predvsem zakonodajo na teh področjih, ki sem omenil, temeljito prevetriti. Zato sem se tudi odločil, da dam na tehtnico županovanje. Hvala lepa. Najlepša hvala. V 10. volilnem okraju v Kamniku kandidira gospod Svetina. Prosim. Dan lepo pozdravljam tudi v mojem imenu. Peter Svetina je moje ime. Kandidiram v Kamniku in Komendi. Jaz bom pa res kratek v predstavitvi, ker so moji predhodniki v bistvu več ali manj vse povedali. Čeprav niso se pa dotaknili tistega mojega dejanskega področja, s katerim se ukvarjam že celo življenje, in to je skrb za človeka, skrb za sočloveka, skrb za tiste marginalne skupine, na katere največkrat pozabljamo. Svojo življenjsko pot sem zastavil v zaposlovanju in ustvarjanju delovnih mest za invalide in za osebe, ki imajo zmanjšane delovne sposobnosti. Začel sem v socialnem varstvu in prišel danes do tistega nivoja, ko sem v socialnem podjetništvu in ko dokazujemo, da osebe oziroma ljudje, ne glede na njihove sposobnosti, ne glede na njihov ekonomsko-socialni položaj, želijo delati, dosegajo delovne rezultate in da morajo biti za to tudi pošteno plačeni. Drugo področje, s katerim se ukvarjam, je šport, hokej. Jaz sem član predsedstva Hokejske zveze Slovenije, odgovoren za ženski hokej in nekateri pravijo, ja, to je tudi marginalna skupina, mogoče res, ampak jaz želim v politiko, v odločanje
pripelja to, da slišimo vsakega človeka, da se posvetimo vsakemu človeku in mu damo možnost, da se uveljavi na svojem področju. Hvala lepa. Najlepša hvala. V 11. volilnem okraju v Idriji pa kandidira gospod Jurij Kavčič. Prosim. Spoštovani, prav lep pozdrav. Tudi v mojem imenu prihajam iz Cerkna, iz Cerkljanske občine, ki je znana po najnižji nezaposlenosti v Sloveniji, samo 4,9%. Prav tako bom kot poslanec, ukolikor bom izvoljen, seveda pokrival tudi območje Idrije, se pravi Idrijsko in Cerkljansko. Nekako skupno nas veže z Gorenjsko kar nekaj projektov. No, še prej pa moram dodati, da sem rojen Cerkljan, leta 60 sem bil rojen v samem Cerknem, tam tudi živim. Od samega rojstnega dne seveda in delujem na širšem področju praktično Cerkljanske. Najprej po srednji šoli sem bil zaposlen v kmetijstvu, tako na KVC-ju Nova Gorica, kjer sem v letu 1998 kandidiral v Cerknem za župana in tudi uspel, tako da sem mandat ponovil še dvakrat. Sedaj pa živim nekako bolj mirno življenje in kmetujem v Cerknem, na svoji manjši kmetiji in vzrejam športne konje. Glede na to, da je za mano kar, bi rekel, bogato obdobje delovanja v lokalni samoupravi, me to tudi navaja in spodbuja k nadaljnjemu delu v politiki in sem se zato tudi odločil za kandidaturo za poslanca, ker verjamem v naše ljudi, v naše državljane in verjamem tudi v boljše čase, ki jih pa seveda lahko skupaj z našimi državljani in seveda strankarskimi kolegi in tudi drugimi kolegi v parlamentu izboljšamo tako življenjske pogoje, kot tudi vse ostalo v prid naše čudovite države. Glede na to, da so moji kolegi zelo širok spekter našega programa oziroma načrta stranke tudi podali, tako z državnega nivoja, gospod predsednik in ostali, pa seveda tudi z lokalnega nivoja, bi jaz rekel samo to, da se pridružujem ravno tako vsem tem nalogam, ki nas v bodoče čakajo. Podpiram naš program oziroma naš načrt dela, ki pa seveda ga bi potrebno uresničevati tako na nivoju države, kot seveda tudi na nivoju lokalnih skupnosti, spremljati politiko oziroma problematiko lokalnih skupnosti in seveda izboljševati te življenjske pogoje in jih nadgrajevati. Glede na to, da nas veže kar nekaj skupnega, bi v tem primeru navedel samo tako imenovano četrto os, ki veže tako Gorenjsko kot Severno Primorsko, prav tako pa seveda tudi širša problematika, prostorska problematika urejanja vodotokov, kjer smo skupaj doživeli hudo naravno nesrečo, tako občina Železnik kot občina Cerkno in še bi lahko naštelo, da ne bi imel časa, ker smo res že dolgi. Želel bi prispevati vse najboljše, vse svoje znanje, ki sem ga pridobil tekom teh let v udejstvovanju v lokalni politiki in tudi na širšem nivoju, da bi se vendarle ta država, tej državi v prid obrnilo na bolje, v boljše čase in boljše življenjske pogoje, kot jih seveda naš narod tudi zasluži. Hvala lepa.